Jelena Dimitrijevič v tokratni oddaji o nadvse pomembni tematiki, kako s prehrano preprečiti ponovno morda možgansko ali srčno kap. Posredujemo vam tudi orodja, da do tega ne bi prišlo, medtem ko nas Dušan Kuhar, inštruktor tai čija in številnih drugih metod povabi na poletni tečaj qigonga na Rožniku. Hvaležno pozdravljeni. Možgani, možganska kap letno udari več kot 4000 Slovencev. Povzroči lahko trajne posledice ali pa sploh nobenih. Vse je odvisno od prepoznave znakov in seveda tudi hitrosti odziva. Kako pa je z našim srčkom? Tudi pri srcu je zadeva tašna, srčna kap oziroma srčni infarkt, to mu pravimo, doleti okoli 5000 Slovencev, v večji meri pa torej moške. Pri njih začne pojavnost naraščati že po 30. letu, vrh doseže okrog 60. leta. Govorili smo v oddaji Klepet ob kavi s Sabino Cimerman, ki je bolnova terapevtka in pomaga mnogim dejansko pri okrevanju po kapi, o tem, kaj je ona ugotovila, da je najboljši način, da podkrepimo sploh v času okrevanja po kapi. V bistvu zelo lahka hrana, ne? Zelo lahka hrana, večkrat na dan, je pa tudi problem, zato ker je celo telo prizadeto, tudi se jim zelo veliko zaleti. In ko ga mi hranimo, človeka je treba biti ves čas zraven. Mu moramo pomagati, moramo male količine dajati. In pri hrani meni je bil pač še vedno ta talkan, ne? Bistvenega pomena. Potem zelo veliko tekočih stvari, ker ne morajo grist, nimajo še informacije nazaj, ker niso v tem stanju še, ko so bili prej, da morajo hrano preživeči, da morajo pregrist, tako da več je tekoče hrane. Jaz sem potem tudi uporabila in mumijo zaradi vezivnega tkiva, da se je začelo telo čim bolj popravljati v svoje prav. Potem sem zelo veliko tudi uporabljala čago. Čago sem zelo veliko uporabljala, ker enostavno sem videla, da mu zelo pomaga, da ga v bistvu dvigne, da se cel imunski sistem, potem vse te poškodbe, ki so bile, so se aktivirale in po 2-3 tednih so bili vidni rezultati. Tako, vidni rezultati, torej hitro. Danes pa je v moji družbi certificirana nutricionistka Jelena Dimitrijevič, ki nam bo podala še nekaj takšnih trikov oziroma še nekaj takih priporočil, kaj, kako in na kakšen način preprečiti ponovno kap, torej oziroma sploh tisto ta prvo. Lepo pozdravljena, dobrodošla. Zdaj, kar nekaj je stvari, s katerimi se dejansko lahko pomagamo in so dostopne, ampak, če ne vemo za njih, nam nič ne pomagajo. Ja, to je tudi res. Pa marsikdo tako pride na to idejo sploh, da bi nekaj začel spreminjati ali dodajati takrat, ko se škoda zgodi. In vemo, da so recimo posledice lahko trajne, lahko so zelo intenzivne, tako da v bistvu je boljše o tem razmišljati prej. Predvsem se zmeraj tukaj pogovarjamo o bolj celostnem pristopu in nekako začnemo pri hrani, vsekakor. Hrana res mora biti bolj lahka hrana. Tudi če želimo vplivati na to, zdaj odvisno, kakšen bo napad v našem telesu, a bo recimo po povezavi z možgani ali z našim srcem in tako dalje, ampak ne glede na to, tukaj res govorimo tako o tem, da se zamašijo žile, da nastanejo krvni strdki, ki v bistvu preprečijo pol tudi dotok in samega kisika ali v možgane ali v naše srce ali same krvi. Tako da v bistvu ne želimo, da se zgodi ta scenarij in da se to ne bi zgodilo. Potem hrana seveda mora biti polnovredna, rastlinska, z majhno vsebnostjo maščobe recimo, da se tudi ne nabira odvečna maščoba ali da ne prihaja do tega, da se na splošno iz hrane pretvarja več maščobe in da se kopiči na samih stenah našega ožilja, kar zoži samo ožilje ali se, kot sem že rekla, lahko ustvarjajo kakšni strdki in to pol pripelje do teh posledic, recimo, kar je generalno tudi korak do kakšne invalidnosti, kar zmanjša samo kvaliteto našega življenja. Se pravi, pri prehrani začnemo, užijemo živila res, ki so bogata s kakšnimi minerali, veliko zelenjave, vsekakor tudi ko jemo druga živila, ki so predvsem rastlinska, sadje, zelenjava klasično, ampak tudi žita, stročnice naj so tudi v polnovredni obliki, da ne jemo tistih predelanih ogljikovih hidratov, sladkorjev in tako dalje.
Potem pa seveda je pomembno, da se prav fokusiramo na določene dodatke ali recimo, če pojemo tega dovolj v hrani, je to tudi ok, čeprav se dostikrat dogaja, da ljudje take hrane ne uživajo, da pol zadovoljijo vse nujno potrebne nutritivne snovi. Predvsem tukaj seveda govorimo o vitaminu C, ki je ključen tudi za tvorbo kolagena in vemo, da je to tudi pomembno za naše ožilje, za elastičnost našega ožilja. Potem recimo vitamin E, vitamin D, magnezij, tudi za zdravje našega srca, Q10 izjemno pomemben. Hkrati pa recimo je fokus tudi na teh živilih, ki nam pomagajo, da se izboljša in elastičnost, kot je silicij recimo. Zdaj silicije ni veliko v naši hrani, lahko so tudi kakšni dodatki, ampak generalno tudi nekaj dobimo iz tega, da pijemo kakšen recimo koprivin čaj ali presličin ali tudi recimo iz mladega ovsa. Koprive tudi zdaj v tem času, ko jih je več koprive, treba tudi pojesti, da bi dobili na tak način več silicija. Potem omega 3, ključna stvar tudi za zdravje teh membran, pa še marsikaj drugega, kar je povezano ne samo s prehrano, ampak tudi našim načinom življenja. Se pravi, je treba zmanjšati nivo stresa, to je zelo, zelo pomembna stvar. Ne samega stresa, ampak bolj v smislu našega odziva na ta stres, ker to vse pospešuje nastajanje omenjenih težav. Hkrati pa v bistvu pazimo, da dovolj spimo, da smo veliko v naravi, da se sproščamo, da si izberemo tako aktivnost, ki nam bo pomagala, da v bistvu pol ne pride do teh simptomov, ki jih s tem nekako povezujemo, tudi da znižamo visok pritisk, če je prisoten. To naredimo tudi s prehrano, zmanjševanjem tega stresnega odziva. Ampak hkrati v bistvu si pomagamo, da naredimo eno ogromno spremembo v svojem življenju. Kakovost samega življenja se bo izboljšala. Omenila si med drugim tudi magnezij. Tako je. Magnezij Klepet ob kavi priporoča v obliki magnezijevega olja. Lahko tudi tako je. Kaj bi si, mogoče recimo, ne vem, jaz sama ga tudi uporabljam ravno zaradi nivoja stresa, da se zniža in take zadeve. Moj oče ga ne more prehvaliti zaradi krčnih žil, pa mišic, pa vsega tega, ki veliko dela pa to. Da bi si kar tukaj mogoče mazali? Lahko, ampak nasplošno niti ni tako pomembno, ker v bistvu skozi kožo magnezij tudi pride v našo kri in potem tam, ker ga res potrebujemo, si izkoristi, tako da ni nujno potrebno zdaj, da moramo paziti, da je na določenem delu telesa. Ampak je fajn, da tudi kombiniramo stvari, če nam ga primanjkuje, pa moram priznati, da večini ljudi magnezij primanjkuje. Enako velja tudi za vitamin C, čeprav mislimo, da pojemo dovolj sadja, zelenjave, ampak naj si ljudje preverijo te stvari. Tudi če ne verjamejo, če mislijo, da dobijo vse s hrano, naj si prečekirajo svoje zdravstveno stanje, vsebnost vitaminov, mineralov, obstaja zdaj že veliko različnih testov in potem vidimo, kje smo, česar nam primanjkuje. Predvsem se začnejo stvari pri našem prebavnem procesu. Če tam ne funkcionirajo zadeve, če ni dobre absorpcije, potem v bistvu niti ne dobimo, posebej iz hrane, težko dobimo zadostne količine določenih mineralov, vitaminov, ki so ključni pri ohranjanju zdravja, tudi v teh primerih, da ne pride do težav, recimo, da ne bi bil kakšen srčni infarkt ali tako dalje, možganska kap. Tako da je treba preveriti stvari, redno spremljati svoje telo in pol videti, da slučajno ne pride do kakšne simptomatike, ki bi lahko nakazovala, da že imamo težave. In so to različne stvari. Pri sami možganski kapi, to je že takrat, ko se že dogaja nekaj v telesu, so take klasične variante, da si pogledamo v ogledalo, vidimo, kako izgleda naš obraz, če je ena stran obraza bolj tako povešena, to ni tako dober znak. Tudi recimo, to je že znak, da se nekaj dogaja, da je mogoče že možganska kap v teku, da v bistvu ne moremo enostavnih stavkov tudi izgovarjati, to je tak tudi en znak, da imamo težave, tako da v bistvu malo spremljamo tudi to simptomatiko, da vidimo, da slučajno ni kakšna težava in takrat hitro ukrepamo. Drugač pri srcu nasplošno pa takole vemo, da so tudi bolečine v tem predelu, dostikrat tudi zamenjamo to težave s srcem ali srčnim infarktom, pa mislimo, da je, ampak je mogoče samo hiperventilacija, ampak ponavadi tako pri srčni kapi se dogaja, oziroma infarktu je tako, da teže dihamo, plitvo dihamo, imamo tudi bolečine v prsnem košu, tako da lahko so kakšni drugi simptomi, recimo v povezavi s temi boleznimi in da imamo vrtoglavice in glavobole in da nam gre na bruhanje in da imamo slabšo koncentracijo in zamagljen vid.
res je ogromno teh simptomov, tako da naj malo pobrskajo tisti, ki jih je mogoče, ki imajo kakšno dedno zasnovo, da bi nastale te težave ali preprosto ne živijo tako zdravo. Zanimivo mi je, sama sem delala tudi na Soči, tam sem upravljala prakso in sem delala veliko z ljudmi po kapi. In je zanimivo, ker tam nikoli nisem slišala, pa dajte več C-vitamina, pa mažite se z magnezijem oziroma z magnezijevim oljem, pa dodajte E-vitamin v svojo prehrano, pa res, tega dejansko tam ni bilo. In kolikor sem pa pogledala mečken ven, oziroma tisti, ki so imeli dovolj volje, motivacije, pa tudi denarja, za to, da so dejansko šli še kam drugam iskati informacije, oni so pa imeli cp. Vse te dejansko stvari so imeli na mizah tam in so jedli in so tudi dejansko hitreje ukrevali, bolj so dejansko delovali in vse te stvari. In že takrat sem se spraševala, pa zakaj dejansko ni, ker tukaj je v bistvu cel paket preventive, če gledamo. Je treba več stvari pokriti, ne samo eno. Ne vem, veliko je tega, Res je veliko, ampak pravim, ljudje se nažalost prepozno spomnijo, da je nekaj treba narediti. Tako da zmeri tudi v takih oddajah nekako poudarjamo, veliko je lažje in veliko boljše, če delamo preventivno kot pol kurativno, ker dostikrat poškodbe res znajo biti tako resne, da težko jih tudi omilimo. Se da marsikaj narediti, seveda pol izboljšamo stanje našega telesa, ampak če bi delovali bolj preventivno, do tega sploh niti ne bi prišlo. Zanimivo je tudi to, kar sem delala na nevrološki kliniki, na ta stari in zdaj na tej novi. Tam je eno tako posebno vzdušje, zaradi tega, ker človeka pripeljajo, takrat je že nekaj hudo narobe, se pravi, takrat je že v tem procesu, že v tej kapi dejansko. In ogromno ljudi, ki potem pride naslednji dan in tak naprej. Tak velikrat so dajali feeling, kakor, zakaj se pa to meni zgodilo? Ja, to ponavadi tako je. Mislim, pa glih jaz, pa tukaj je zdravo živel, pa se je pa šel kdaj v hribe tudi, pa tak naprej. Noben ne poveže, kaj pa, če sem si sam to zakuhal zaradi tega, ker pač, ne vem, nisem jedel v redu, pa vse take stvari. In nič se ne zgodi, kap v bistvu si pridelaš, Ker v bistvu tukaj res pri kapi tudi veliko vlogo igra ta negativen odziv na stres. To tudi vemo, recimo, to je srcem enaka varianta, ker v bistvu nekako to tudi povezujemo s temi čustvenimi zadevami, ker zmeri kakršnakoli zdravstvene težave nekako so čustva v ozadju. In če tudi preveč te obremenjenosti tega tipa, potem se lahko zgodi, da ošibimo energetsko gledano to področje. Ampak danes se veliko tudi govori o tej povezavi pa telo in če je tam tudi ta stik prekinen, takrat v bistvu tudi, ko govorimo tudi o srcu konkretno, ki je tudi mišica, informacije več, ki prihajajo iz tega umskega dela, niso več tako optimalne, tudi tiste povratne, ki bi se mogle vrniti nazaj. In potem tudi, če se nam nekaj takega zgodi, tudi kakšna travma, tudi v odrasli dobi ali recimo, ne vem, tudi ko smo majhni, se to na mišični ravni se zabeleži in nas ušibi. In potem, če je teh dogodkov zelo veliko in to se sam nabira skozi leta, takrat dejansko obstaja možnost, da ni samo na fizični ravni, ampak lahko tudi na psihični ravni enostavno smo zakrčeni. In ta krč tudi povzroča to, da ni dobrega prehoda, ne kisika, ne krvi in tako dalje. Tako da je treba zmeri je treba ugotoviti, najti vzrok, kje je glavna stvar, zakaj sploh pride do določenih težav. Ne rečem, seveda, vsak od nas ima eno osnovo, s katero pride na ta svet, ampak spet je okolje tisto, ki je glavno. Tako. Ja, odkrčimo se. Dajmo pogledati tale trenutek nekaj osnovnih informacij o tem, kakšno vlogo ima tukaj mineral magnezij. Po 50. letu starosti je potreba po magneziju močno povečana. Poleg tega jemanje nekaterih zdravil prepreči vsrkavanje hranil, zato telo magnezija potrebuje še več. Ključen je tudi pri delovanju srca, pravzaprav vseh mišic, pa tudi za močne kosti in zobe. Magnezijevo olje namreč sprošča mišice in odpravlja krče, blaži vnetje mišic, zmanjša bolečino, zagotavlja energijo telesu, saj magnezij sodeluje pri, pazi, več kot 300 pomembnih procesih v telesu, med drugimi tudi zmanjša izčrpanost, umiri živčni sistem, pravi je tudi tak antistresni mineral.
Kaj pa vas bo še bolj presenetilo o magneziju in magnezijevem olju? Povečuje proizvodnjo hormonov serotonina in melatonina, ki pa sta ključna za dober spanec. Evo, hvaležni, da obstaja magnezij in olje, zaradi tega, da to pride direktno v telo, brez da mora iti skozi vse ostale zadeve. No, Sanja Lončar pa je v naši oddaji govorila tudi o Wi-Fi-ju, o vseh teh brežičnih zadevah, tudi to vpliva. Ja, seveda, normalno. O tem se mogoče res premalo govori, dobro, da ste to začeli omenjati, ker tega se ljudje ne zavedajo, ker fizično tega ne čutijo. V bistvu pa so ene take zelo subtilne zadeve, ki lahko zmotijo tudi normalno komunikacijo na celični ravni, res naredijo veliko škode, tudi poškodbo samega DNK-ja. Tako da definitivno ima povezavo tudi z našim zdravstvenim stanjem, kakršnikoli naj je. In zaradi tega jaz zmeraj priporočam, da absolutno, če je le možno, da si sklaplja, recimo takrat, ko gremo spat, pa tudi v spalnici, da ni nikakršnih mobitelov, televizije ali računalnikov, tako da takrat, ko res moramo počivati in svoje telo regenerirati, da takrat tega vpletanja zunanjega res ni. Poglejmo še, kaj je o tem povedala Sanja Lončar. Kot za nameček, pa ko se temu doda še elektromagnetni smog, predvsem Wi-Fi, ki je postal, ali mobilna telefonija, ta pa deluje kot trojanc. Že v 3 minutah, ko ste recimo v Wi-Fi okolju, mikrovalovi naredijo, da naša naravna zaščita popusti. Torej, možganska barijera, ki bi morala preprečevati, da strupi, ki so v telesu tako prosto se gibljajo in pridejo do možganov, po 3 minutah telefona na ušesu možganska barijera popusti in preprosto mi naložimo veliko dozo strupov v možgane, bo jih pa zelo, zelo težko spraviti nazaj. Veliko je vseh teh stvari preventivnih, ki jih lahko naredite zdaj, kajti zdaj je čas, potem, ko vas bodo peljali, ko boste v rešilcu, ko vas bo zagrabili, takrat absolutno bo že prepozno. Če ste pa to že doživeli in so vam povedali, da imate veliko možnosti, kot vsi ostali, da se to ponovi, potem pa sploh nimate kaj razmišljati. Poglejte, raziskujte, iščite dodatne informacije, kar nekaj jih najdete tudi na www.klepetobkavi.si. Če pa nimate dostopa do interneta, niste prikrajšani pri nas, 02 6200 230 je ustrezna telefonska številka, kjer vam bodo zaupali več informacij. Jelena, katera je, recimo, da se zgodi, da kap srčno ali možgansko doživi nekdo, ki ga poznaš, kaj je prva zadeva, ki bi mu rekla takoj, da naj zaštarta? Ja, v bistvu prva stvar je definitivno, da če niso že take hude težave nastopile, potem definitivno mora prehrano spremeniti. Jaz v takih primerih obvezno svetujem polnovredno rastlinsko prehrano. To bo zelo okrepilo telo, izboljšalo bo tudi... Se pravi meseka ven? Tako, zaradi tega, ker hočemo tudi znižati holesterol, tudi ta slab holesterol, ki se tudi kopiči na stenah ožilja. Zaužijemo čim več v take hrane, veliko beta-karotenov, tistih živil, ki so bogati z vitaminom C, veliko citrusov in tako dalje. S tem bomo tudi olajšali te težave, tudi zmanjšali kakšen krvni pritisk, ne veliko soli uživati. Soje, kondiment, dodatek ni nekaj, kar je za nas najbolj naravnega, bolj iz naravnih živil pridobivati, recimo sol, zelena stebelna, različne užitne alge in tako dalje, zmanjšati absolutno predelano hrano. Posebej tisti, ki imajo diabetes, naj so bolj pazljivi, ker so bolj nagnjeni k ustvarjanju srčno-žilnih bolezni, tako da za njih je to priporočilo čim več v naravo, majčken športa toliko, da koliko nam ustreza vsekakor, biti na svežem zraku in biti bolj v tem razpoloženju dobrem, z čim manj tega odziva na stres. Najlepša hvala. Jelena Dimitrijevič je bila torej v naši družbi in ja, čas za ukrepe je zdaj. Probiotiki, sami veste, da so fantastična zadeva. Zakaj? Zaradi tega, ker so probiotiki in pa naša črevesna mikroflora, naši drugi možgani.